Dobrodošli, dragi moji. Sem zelo vesela, da smo danes skupaj v tem čarobnem, čudovitem gozdu in na tem našem skupnem potovanju v vašo skrivnostno notranjost. To je ta naša čustvena terapija, v kateri bi vam danes rada razložila, zakaj pride do težav, kot so anksioznost, izgorelost, panični napadi in nespečnost. In predvsem bi vam rada razložila, kako se tega tudi vi lahko trajno rešite. Namreč, ko ljudje živimo in gremo skozi življenje, doživljamo marsikaj. In lepe trenutke in tudi težke trenutke. In vsak tak težek, stresen moment, ki ga ljudje doživimo, pusti v nas nek odtis, pusti nam spomine in poleg spominov nam pusti tudi nek energijski odtis. In to so preprosto naši občutki. Zaradi situacij, ki so zelo stresne, kot recimo, da nekoga izgubimo, da imamo težave na poslu, da čutimo neko bližino smrti, za neke resne bolezni, da se ustrašimo za koga od svojih bližnjih, ali pa težko otroštvo, ali še kaj drugega, vse to pusti v nas neko izkušnjo te stresne situacije. In tako kot lepe situacije pustijo v nas občutke veselja, radosti, zmagoslavja, tako težke situacije v nas pustijo občutke strahu, nemoči, občutke groze morda, žalosti, razočaranja in prizadetosti. In ko pridemo enkrat do te točke, da je teh občutkov preprosto preveč, da so se nakopičili v naše telo, da se je tega preveč naložilo, takrat naše telo nam hoče povedati, ne morem več. Preveč se je nabralo in ne moremo več funkcionirati. In če ste danes na tej točki, ko čutite, da vam vaše telo že sporoča, da mu ni več prijetno, da je tega preveč, ste dobrodošli, ker danes bi vam rada pokazala, kako se tega tudi znebite. In zdaj bi vam rada na čisto praktičnem primeru pokazala, kaj se z našim telesom dogaja, ko gremo čez življenje, ko doživljamo stresne situacije eno za drugo. Glejte, predstavljajte si ta prazen kozarec, ko da je naše telo, kjer smo popolnoma sproščeni, ko smo še čisto majhni, ko se rodimo in smo kot nepopisan list oziroma kozarček prazen. In predstavljajte si, da vsaka stresna situacija, ob kateri se prestrašimo, ob kateri smo žalostni, nemirni, nervozni, pusti neko sled, neki energijski odtis. In evo, tu imam zdaj vodo in si predstavljate, recimo smo v vrtcu in smo enkrat nas vrstniki zafrkavajo, naprimer. In se v naš kozarček ulije nekaj vode. To so občutki, nisem dovolj dober, nikogar ni, ki bi me zaščitil, nimajo me radi, strah me je. In potem recimo odrastemo in moramo v osnovni šoli imeti neko prezentacijo in nas je spet strah in smo nesigurni vase. In v naše telo gre en tak občutek, joj, ne bo mi uspelo, kaj si bojo mislili od meni, nisem dovolj dober in podobno. In potem smo že v srednji šoli in so zahteve življenja, zahteve šole in zahteve doma in vrstniki in spet doživljamo situacije, ob katerih se ne počutimo dobro. Mogoče živimo v čisto lepem okolju, ampak vseeno vsak od nas doživlja neke občutke in to se kar nekako nabira. Vsakič, ko se nekaj zgodi, se nekaj v naše telo zapiše. In potem, recimo, je prva ljubezen in prvo razočaranje v ljubezni. In spet se počutimo, joj, nekaj narobe z nami, ne počutimo se dobro. In potem recimo, da imamo eno babico ali dedka, na katero smo zelo navezani in ogromno ljubezni dobimo od te osebe in ta oseba umre. In naše telo se kar naenkrat naseli žalost, mogoče malo občutek krivde, mogoče malo zamere, zakaj si odšla, zakaj si odšel. In potem smo že odrasli, ampak glejte, naš kozarec je že skoraj poln. Potem pa recimo pride korona, pride energijska kriza, pride na poslu nekaj, pride krediti, otroci, družine, poglejte, in naš kozarec se začne prelivati. In potem se situacije še doživljamo in kar naenkrat je naše telo tako prepolno teh občutkov, da ne moremo več funkcionirati. In kaj se zgodi? Gremo k zdravniku, gremo k različnim specialistom in rečemo, mi se ne počutimo dobro, ne moremo spati, tišči nas v prsih, srček nam razbija, vrti se nam, mogoče imamo ponavljajoče glavobole, mogoče imamo v trebuhu neke čudne bolečine. In zdravniki in specialisti nas pregledujejo in nič ne najdejo.
Zakaj? Ker fizično smo popolnoma zdravi, ampak energijsko pa nismo več v redu. Energijsko pa naše telo napolnjeno z občutki, ki že imajo vpliv na nas. In nimamo več iste produktivnosti, zjutraj se težko zbudimo, težko funkcioniramo čez dan, ob enih smo že utrujeni, kot da bi imeli 70 in več let. In zakaj? Fizično smo zdravi, lahko jemljemo vitamine, lahko meditiramo, lahko gremo na jogo, lahko se ukvarjamo s športom, beremo knjige o osebni rasti, ampak občutki ostajajo v našem telesu ujeti. Energijsko smo še vedno točno tukaj, kot je ta kozarec. In zdaj pa je drugo vprašanje, kako se tega rešiti? Kaj narediti, da se spet začnemo dobro počutiti? Kaj narediti, da se rešimo? Ker etiketa, na katero bi lahko dali na ta kozarec, je lahko anksioznost, lahko je nespečnost, če je tega veliko, so to že panični napadi, lahko je pa preprosto izgorelost. To so vse etikete, ki imajo popolnoma isti vzrok, isti proces dogajanja in neke metode, ki jih imamo načeloma vsi radi, meditacija in šport, jaz to redno počnem, vse, sama. Ampak ne more naših občutkov v resnici spraviti ven iz nas in ne more nas rešiti tako kompleksne stvari, kot je to, da se je naše telo, da se je toliko stresa nabralo v energijski obliki, toliko enih občutkov, ki se jih mi niti več ne zavedamo. In mi rečemo, vse to sem že predelal, ampak kaj, neke pametne rešitve pa ni, ker je še vedno vse ostalo. In lahko greste na psihoterapije, lahko greste na pogovorne terapije, pa še vedno to globoko ostaja. In lahko jemljemo tabletke in zdravila, ki mogoče malo zamaskirajo, ampak to še vedno ostaja. In edini način, kar ga jaz poznam, je to, da v bistvu moramo iz telesa očistiti stare svoje zgodbe, očistiti stare občutke in očistiti stare vzorce. In šele, ko to naredimo, se zgodi, kot bi počasi iz svojega kozarčka polnega vode odlivali. In naredimo eno močno čustveno terapijo, se fajn zjočemo, se izkričimo, mogoče celo preklinjamo, damo čustva ven, včasih celo izbruhamo vse to staro in počasi se to končno začne prazniti in počasi doživimo neko olajšanje in korak za korakom. In tako kot se je prej nabiralo, se lahko zdaj prazni. In ta proces je mogoče obrniti, ampak morate vedeti kako. In morate se resiti v globino in morate se dotakniti sebe in še nekaj, morate biti pripravljeni se soočiti s svojo bolečino. Ampak mnogo lažje se je čisto na kratek način sooči svojo bolečino, kot nositi poln kozarec iz dneva v dan, iz jutra v jutro, iz popoldneva v popoldne, iz leta v leto. In to težo prenašati naprej na svoje otroke in otroke učiti, kako je življenje težko. Ampak verjamem, da ste vi tukaj zato, ker imate dovolj tega, ker se hočete rešiti, ker hočete živeti na polno, ker živimo v tako čudoviti deželi in ker v bistvu res lahko vsak od nas si ustvari življenje, v katerem se dobro počuti, kjer je vesel samega sebe, kjer smo lahko ponosni nase, kjer lahko ustvarjamo. Da pa bi to dosegli, je pa potrebno svoj strah odliti stran. Je potrebno občutek manj vrednosti izliti stran. Je potrebno občutek nisem dovolj dober in perfekcionizem odliti stran. Je potrebno svojo žalost spustiti, naj gre, nimamo več prostora za njo. In če je karkoli še ostalo, krivde, zamere, vse to je potrebno odliti iz kozarčka stran. In potem je naše telo spet pripravljeno na razcvet življenja, pripravljeno na to, da imamo polno energije in da naenkrat ni več ne simptomov anksioznosti, naenkrat je izgorelost daleč stran in naenkrat se počutimo boljše, kot smo se celo kadarkoli prej, preden je to naše stanje nastalo. Tako, zdaj bi vam pa rada še razložila, kakšen vpliv imajo naši podzavestni vzorci na to, kako se mi odzivamo na stres. Oziroma, kako močno stresne situacije vplivajo na nas, odvisno kakšne vzorce imamo. Pa da vam razložim. Recimo, da imamo tukaj Janija. Jani je mlad fant, otrok in tu je Marko, mlad fant, otrok. In Jani odrašča v okolju, kjer ga pohvalijo, kjer mu rečejo, dovolj dober si, kjer mu za napako, ki jo naredi, mu razložijo, se pogovorijo in ga spodbudijo.
Evo, in Jani odraste v odraslega moškega, ki je samozavesten, ki se počuti dovolj dobrega, ki ve, da ne rabi iskati neke popolnosti, ki ve, da ne rabi vsem drugim ustreči. Jani je moški, ki zaupa vase, verjame v življenje in se ima rad. In ko pride stresna situacija, ni tako huda za njega, zato ker on ni tako krhek znotraj sebe, ker je znotraj sebe močen. Na drugi strani imamo Markota. Marko odrašča v družini, kjer ni vedno prijetno, včasih je lepo, včasih je zelo težko. In Marko, da bi nekako ublažil to slabo čustveno okolje ali pa to težke čustvene razmere, ki vladajo v družini, razmišlja, mala glavica se nauči, jaz nisem dovolj dober. In ko se ne počuti dobro v družini, si misli, moram biti popoln, moram vsem ustreči, moram nositi breme sveta na svojih ramenih, da bi bila mami in ati srečna. In seveda, to je misija nemogoče. In otrok ne more spreminjati svojih staršev. In ko mali Marko odraste v odraslega Markota, on je znotraj sebe krhka osebnost. On v sebi čuti, nisem dovolj dober, moram biti popoln, moram se narediti prav. In potem pridejo stresne situacije. In recimo sta Jani in Marko zdaj sodelavca. Delata v istem okolju in recimo, da imata podobno družinsko situacijo. In ko pride stresna situacija, kaj se z Janijem zgodi? Recimo, prej smo nalivali vodo. Evo, ker je Jani v sebi trden, on tega stresa ne bo veliko občutil. On bo še vedno trden in bo še vedno močen. Vendar, ker je pa Marko krhek znotraj sebe, ker čuti, da mora vsem ustreči. On bo delal še več, delal bo nadure in ko bo šel zvečer spat, bo še vedno utrujen, ker bo mislil, da še vedno ni vsega naredil. On bo nosil službo vse posod, ves čas bo v njegovi glavi problemi. In stresna situacija, ista kot za Janja, bo za Markota pomenila tole. In recimo, da oba doživita izgubo ljubljene osebe. In Jani, ki ima močno osebnost, se ga bo to dotaknilo, ampak ne tako zelo. Marko, ki je pa v sebi ves hrepeni po ljubezni, ko on izgubi nekoga, ki ga ima res rad, zanj to pomeni res hud napor za njegovo ubogo telo. In ko se zgodi še kakšna stresna situacija, za Janja, ki ima trdno, stabilno osebnost, to pomeni čisto malo vode zraven. Ampak za Markota pa to spet pomeni kaplja čez rob. In zato je razlog, da nekateri ljudje pod istimi situacijami ostanejo mirni, sproščeni in zdravi. Nekateri ljudje pa preprosto doživimo, tudi sama sem šla čez to, da je naš kozarec prepoln, da gre kaplja čez rob, da naše telo več ne more in takrat nastane anksioznost, izgorelost, lahko celo panični napadi ali huda nespečnost. Tako, torej, če hočemo doseči normalno življenje, dobro počutje, je potrebno narediti dve stvari. Prva stvar je, da iz sebe izbrišemo vse te občutke, ki so se v stresnih situacijah nabrali v nas. In druga stvar je, da spremenimo te težke podzavestne vzorce v bolj lahkotnejše. In vse to vam bom pokazala v naslednjih videoposnetkih, tako da ostanite z mano in komaj čakam, da bomo šli skupaj do te res prave čustvene terapije, kjer boste iz sebe odvrgli to čustveno breme, dosegli olajšanje, sprostitev in tudi bomo zamenjali en tak vzorec, vzorec iz tega, da nisem dovolj dobra, v to, da sem dovolj dobra, dovolj dober, vreden in boste takoj spet začutili notranjo moč. Tako, in komaj čakam, da se spet dobimo, da se spet srečamo in da vam točno demonstriram, da na svoji koži doživite, kako globoko olajšanje vam lahko pripelje čustvena terapija, ko iz sebe odložimo vse to čustveno breme. Evo, se veselim, ostanite z mano in kmalu nasvidenje.